Takrat so bili številni upokojenci, teh je bilo preko 60 000 zelo na udaru, kajti nekateri par mesecev niso dobili tistih zasluženih prejšnjega varstvenega dodatka oziroma socialne pomoči, kajti tole kljub nekakih zagotovilo Ministrstva za delo, da bo to urejeno v roku 3 mesecev, nažalost se je to raztegnilo v več kot v drugo polovico lanskega leta. Prav tako je sedaj, ko je ta vlada sprejela zakon o varčevanju oziroma javnih financ, mislim, da s tem je zelo globoko posegla tudi v pokojnine, kajti ukinitev varstvene oziroma letnega dodatka je močno zarezal v standard upokojencev. Če vzamemo, da upokojenci, ki imajo pokojnino do 414 evrov, dobijo 387 evrov varstvenega dodatka. Tisti nad 414 do 518 dobijo varstveni dodatek 266 evrov. In pa tisti nad tem do 622 dobijo 166 evrov. Vsi nadaljni od 622 naprej pa varstvenega dodatka ne dobijo. Mislim, da je to krivica tudi do tistih, ki ne dobijo. Kajti moramo vedeti, da pokojnine so že od druge polovice 2009 zamrznjene. In razlika med pokojninami, ki se napram povprečnimi plačami, ki se iz leta v leto veča, je pravzaprav tisti varstveni dodatek, ki smo ga še lansko leto dobili, samo nekakšen obris za tisto razliko, koliko so dejansko bile pokojnine nižje. Mislim, da na ta način se ne moramo iti več in danes moramo odločno reči ne in seveda naše uspeljanje tudi zaostriti. Ampak da bi to morala biti meja saj in povprečne plače in slovenske plače. Na ta način bi to mejo, ki bi še nekako dala varstveni dodatek, bi lahko bistveno dvignili. Nadaljne seveda je naš problem tudi v tem, da z vsemi močmi tako ali drugače posegamo v tole, da se skupaj borimo. Zato je prav, da smo se danes zbrali in da odločno potem vladi to tudi predstavimo. Vsem, ki ste se danes tu zbrali, se želim zahvaliti v imenu sindikata upokojencev, predvsem pa bi se rad tudi zahvalil tistim, ki niso člani in so upokojenci, niso člani našega sindikata. Zato vas z tega mesta pozivam, pristopite v naše vrste in takrat se bomo skupaj borili, kajti več nas bo, sigurno bomo lahko tudi več dosegli. Nemojte da nam pripovedujete te bajke, katere Preden bi rad zaključil mojo izvajanje, bi rad v naši sredini tudi pozdravil predsednika Zveze svobodnih sindikatov Dušana Semoliča. Upokojenci, ki smo združeni v sindikat, imamo to srečo, da imamo takšnega predsednika, ki se tako kot za delavce se zavzame tudi za upokojence. In seveda to je treba potem tudi izkoristiti in tudi lahko preko Zveze svobodnih sindikatov dosežemo neprimerno več, kot pa če bi sami lahko ustvarili oziroma se trudili. Hvala lepa. Ja, na 38, skupaj. Sve ne.